Štiričlanska družina si je želela prijetno bivalno okolje, kjer bi se počutili kot v vikendu. Smer in orientacija parcele sta narekovali podaljšano obliko hiše, kljub temu pa tloris ne pozna hodnikov. Štiričlanska družina je želela zasnovati prijetno bivalno okolje, ki bi zagotavljalo intimo, umik in navdih. Bolj kot bližina trgovskih centrov so jo umikali gozdovi. Glavi družine, arhitekt Matej Gašperič in kreativka Alenka Repič, sta za svojo družino zasnovala razgibano hišo, za katero pravita, da je hkrati tudi njihov vikend v naravi. Gospod Matej, vi ste arhitekt. Kako arhitekt zase snuje hišo in seveda tudi za svojo družino? Vsakič drugače. V najinem primeru je bilo tako, da sva si zelo želeli eno kad, sva to kad kupila, nakar smo hišo zdizajnirali okrog te kadi. To je seveda malo za šalo, malo za res. V resnici sem se te hiše lotil tako kot vsake druge iz naravnih danosti. Tukaj ste videli lokacijo, smo na vrhu hribčka, na robu vasi, s južnim pogledom v dolino. In želeli smo si pritlično hišo, večino programa v pritličju, ki bi se čim bolj zlila potlej z okoljem. Pritlična hiša, ki je zaradi tega, ker smo tukaj v ruralnem okolju, je bila zahtevana tudi dvokapna streha. Tukaj smo potem večino programa spravili v parter, gor pa nam je ostal nek redundanten prostor, poleg otroških sob, ki ga pa danes s pridom uporabljamo za studio. Ja, pravite, da je hiša kar precej razpotegnjena. Eden izmed zidov ob hiši je dolg kar 40 metrov. Ja, res je. Arhitekturna misel tukaj je, da hišo na dva programa deli 40-metrski kamnit zid in na eno stran imamo sever, imamo polja, imamo vetrove, imamo gozd, imamo cesto, imamo javni promet, medtem ko na drugi strani tega zidu pa se začne intimen del vrta, terasa, bazen in te stvari. In to je nekako tudi metaforično, zato je tudi narejen v kamnu. Ta 40-metrski zid predstavlja samo neko osnovo, ob katero so potem nanizani vsi objekti. Najprej hiša, ki je sama po sebi dolga 21 metrov, potem se na drugi strani zgodi garaža in zopet na tej intimni strani ta vrtna lopa. Ob dolgem zidu s cestne strani vstopimo v hišo z odprtim tlorisom, kjer se velik dnevni prostor brezšivno preliva na zunanje terase. Preko odprtega stopnišča v jedilnici pa lahko ujamemo pogled tudi v prostorno mansardo. Če je za zasnovo hiše poskrbel Matej, pa je Alenka skrbno izbrala pohištvene kose. Meni ta notranja oprema me zanima, skozi spremljam in sem res veliko s tem ukvarjala in sem našla kose, ki jih zdaj tukaj vidite, in na koncu seveda se je Matej strinjal, ne. Tako da je bilo veliko mogoče. Ne, absolutno ne, nasprotno. Alenka je predlagala veliko kosov, ki meni na prvi pogled se neko, to pa morda ne, ampak sem jaz to kvaliteto nekako dojel s časom. Če bi izpostavljali par kosov v naši hiši, ki imajo en tak karakter ali pa zgodbo, bi vsekakor najprej omenila Take a line for a walk, ker se še vedno sprašujem, zakaj so to tako poimenovali. Drug stav, ki pa nekako tudi paše, bi rekla, k temu, je pa ameba, tamle na vhodu in zgoraj, tisto je pa pač malo pompozno, skoraj igralo. Je pa Living Tower v otroški sobi, je pa pompozen, da otroci plezajo, se oni skrijejo oblačila, ki se jim jih ne da pospraviti. Pozabila si omeniti glaven kos. Ja. Highland Zofo od tamle 5 metrov dolga, da se lahko oba uleževa, kadar je treba en zraven drugega. Pa še zamucka ostane. Ambientu dajajo prepoznaven karakter tudi svetila iz vitega furnirja španskih oblikovalcev. Največja različica, poimenovana Agata, krasi otroško sobo. Kot pika na i pa s stropa v dnevni sobi visi še preprosta gugalnica, produkt Alenkine oblikovalske znamke Kajita. In na kateri del hiše ste najbolj ponosni? Kaj vam je najbolj uspelo? Meni je v bistvu
Zelo pomembna kuhinja, jedilnica, obema. Tudi, ko sva si predstavljala, kako bo življenje v tej hiši potekalo, pa ko smo se v hišo vselili, je bil na poti že tudi drugi otrok in pa sva tako rekla, jedilnica bo tisto srednji prostor, ko se bo delala naloga, pa se bo kuhal, tamle bo en tak enosed, tako da tudi, če nekdo se tja usede, se lahko obrne proti kuhinji, jedilnici in tak krog med nami je omogočena ena taka komunikacija. In če gremo zdaj po stopnicah navzgor, pridemo v mansardni del, ki ima pa tudi zanimivo postavitev, se pravi na vzhodno pa zahodno stran sta dve veliki stekleni površini trikotni, tudi z namenom, gotovo, sem prepričan. Mansardo smo želeli čim bolj izkoristiti in za to, da jo izkoristiš, jasno potrebuješ svetlobo. In nekako logična rešitev je bila, da odpremo kompletno špici, seveda pa to ni zadostovalo, tako da smo si pol pomagali še s celim nizom strešnih oken, tako da je zdaj dejansko celotna površina uporabna za studio, za otroško sobo, vse, kar imamo gor. Matej v prostorni mansardi snuje svoje projekte. Tu od doma večkrat ustvarja tudi Alenka. Otroka pa si delita svetlo sobo z razgledom na bližnji gozd. Da bi bila kvaliteta bivanja v teh prostorih kar največja, se je družina odločila prostor dodatno osvetliti s strešnimi okni. Gospod Aleš, vi se pogosto srečujete s svetovanjem na individualnih objektih. Zdaj sva v neki zanimivi mansardi, kjer je ustvarjalnica, med drugimi tudi otroška soba. Zakaj so otroške sobe v mansardi tako zelo posebne? Ja, otroške sobe so posebne že same po sebi, zaradi namembnosti, ki jo pač nosijo. Se pravi, otrokom pomenijo kraljestvo v malem. Posebnost otroških sob v mansardi pa je predvsem v njihovem nastajanju. Se pravi, treba je imeti dobro predstavo o tem, kaj bo nastalo iz sobice, se zelo hitro pripretijo manjše napake. Kot kakšne? Recimo 10 kvadratnih metrov velika otroška soba v pritličju ali v mansardi običajno nimata enakega volumna oziroma enake količine zraka. Zato je pri načrtovanju otroške sobe v mansardi potrebno pogledati malce širše in pustiti prostor odprt do špice. In to verjetno ni edina stvar, na katero moramo biti pozorni. Otroci so danes veliko v svojih sobah. Ni naključje, da se je v zadnjih letih pojavil izraz indoor generation, ki opisuje generacijo otrok in mladine, ki večino svojega časa preživijo v notranjosti. To pa pomeni manj vdihanega svežega zraka, predvsem pa manj izpostavljenosti oziroma zelo kratka izpostavljenost naravni svetlobi. Naj poudarim, da danes še nismo sposobni narediti umetne svetlobe, ki bi bila ekvivalentna naravni svetlobi. Se pravi, naše oko zazna 40% svetlobe, ki nam jo pošlje sonce, vse ostalo je svetloba ultravijolične, infrardeče valovne dolžine. Še vedno tudi ne vemo, na katere vse procese v našem telesu vpliva naravna svetloba. Vsi pa vemo, da se ob lepem sončnem dnevu počutimo lepo, dobro, pozitivno. V primeru otroške sobe na tem objektu pa je postavljeno okno točno nad pisalno mizo, tam, kjer mora biti, in s tem je omogočeno branje, pisanje in učenje pri naravni svetlobi. Kaj pa v tem delovnem prostoru, zakaj so okna razporejena tako, kot so? Ja, to je zaradi same razpršenosti prostora. Določena okna morajo biti zaradi direktne sončne svetlobe, na nasprotnem delu zaradi omogočene stojne višine morda, pa tudi zaradi difuzne svetlobe, ki je, ko je objekt postavljen sever-jug, iz severa dobimo difuzno svetlobo in senčenje ni potrebno za razliko od oken na južni svetlobi. In ravno ta kombinacija oken potem ustvarja pravilno lepo atmosfero v prostoru. Ko so že pri senčenju, omenili ste, da je veliko svetlobe potrebno pripeljati v otroško sobo. Kako pa potem otroci lahko spijo? Še posebej majhni, ko morajo tudi sredi dneva spati. Vsekakor moramo senčiti prostore, definitivno. Pri nas imamo senčila, ki se popolnoma prilegajo oknu. Hkrati so narejena iz materijala
ki ne prepušča svetlobe. To senčilo se imenuje siesta in je popolnoma primerno oziroma nam omogoča popolno zatemnitev sobe. Kako pa je z energijsko učinkovitostjo? Vemo, več oken, več svetlobe, več energije, več toplote, sploh v poletnih mesecih. Kako pa to toploto potem uravnavate? Zdaj, kar se tiče kontrole prekomernega pregrevanja, zato imamo vedno na voljo zunanja senčila, bodisi zunanja mrežasta senčila ali pa rolete. In ta so prava stvar za preprečevanje pregrevanja mansardnih prostorov. Če na koncu na hitro povzameva, če se ukvarjamo s svetlobo v prostoru, morda pri novogradnji, kako naj se lotimo tovrstne problematike? Vsem v fazi gradnje svetujem, da dobro razmislijo, kakšen dom si želijo oziroma potrebujejo in da poleg dobronamernih sosedskih in prijateljskih nasvetov poiščejo še nasvete strokovnjaka in na to vključijo še arhitekta. Tudi v našem podjetju z veseljem pomagamo vsem, ki si urejajo mansardo in jim strokovno svetujemo. Vse se je začelo z banjo, kot sta rekla. Ste zdaj zadovoljna s pozicijo banje, hiše, okrog nje? Kakšen je zdaj občutek v tistem prostoru, na tistem mestu, ob tistem početju? Jaz sem zadovoljen s to pozicijo že od samega začetka, ko sem jo narisal tja. Medtem ko Alenka je pa potrebovala 10 let, da je prvič šla v njo in sicer zdaj, ko se je zraven zgodila še ena manjša hiška, smo, da jim ne bi bilo njim nerodno, montirali še neke dodatne lesene zavese in je dobila ta kat tudi nekoliko več intime, tako da zdaj je pa tudi za Alenko. Ja. Nekako je bila lepa kat, ampak pri tej odprti kopalnici, ki je res skoraj vse v steklu, se nisem tako počutila, da bi šla noter. Zdaj sem jo začela pa precej uporabljati. Zunaj pred hišo imate kar precej razkošno teraso, žar, bazen. Res se zdi, kot da živite na nekem vikendu. Živimo na vikendu, a ne življenje vikendaša. V resnici sam hišo vedno dojemam tako, da se ne konča pri neki steni ali pa panoramski steni, ampak da se prostori prepletajo zunaj in notri in tako je tudi tukaj in narejeno in tako tudi živim v resnici. Ne. Ko se odprejo vsa ta velika panoramska vrata, se pravzaprav ta meja zabriše in takrat pravzaprav ta hiša pride do polne veljave. Ja. In jaz tudi mislim, odkar smo se preselili, saj ta sprememba je bila počasna, ampak naš življenjski slog se je spremenil. Tudi jaz mislim, da smo se tako res, naš odnos do življenja je tako, da smo eni vikendaši, mogoče.